Eni pravijo, samo 2 uri podcasta, to je meni premalo. Joj, pa toliko je že teh podcasterjev, a ne. Jaz pravim, ja, pa še več jih bo, a ne. Anže Pavlin, kadar prideš, vem, da je petek in vem, da se bo nekaj zgodilo, ne? V bistvu se spreminjam skozi, ne. To pomeni vsak dan imam neke učne ure. In je res ful pomembno, da izstopaš iz te vloge žrtve, z tega občutka, da se tebi neka krivica godi, a ne? Da si priznaš, da tudi ti fejlaš. Kaj pa je tisto, kar te navduši? Da je nekdo sposoben na podcastu me prepeljati do wow momentov. Razliko vidim predvsem v tem, da podcasti omogočajo veliko širši spektar. Naš gost danes je mogoče malce drugačen, malce poseben, predvsem pa je zanimiv. Anže Pavlin, žena Savinjčanka, ti Ljubljančan, našla sta svoj dom v Novem mestu. Kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu preselila sva se v Stražo pred cirka 8 leti. Ali pa tako, da nekako sva. Prej sva živela v Ljubljani, tam sva se tudi spoznala in sva nekako imela že poln Ljubljane, betona, gužve in tako in sva razmišljala pač o nekih opcijah, kam bi šla. Je pa v tem stanovanju, ko sva trenutno sedaj, je živela od mojega očima mama, je šla v dom in so pač enkrat prodajali to stanovanje, so rekli, mi bomo to prodali. Jaz sem šel z mamo dol pomagati, pospraviti, spucati in jaz tam pucam in čistimo stanovanje. Jaz se tako, mami, kaj pa, če bi jaz kupil to stanovanje? Pa pravi, ne vem, pač če imaš denar, kupi, ne. Sem rekel, okej, pokličem svojo Romano, ne, rečem, a bi? Prav, ja, greva. In sta prišla v Stražo, ne? Ja, in so prišla v Stražo, kjer so v bistvu, samo zaradi konteksta, ne, stanovanje na ful lepi lokaciji. Ob Krki, zjutraj, ko vstaneš, pogledaš dol čez balkon, Krka, Rački, narava, a ne, to potem, kar so v bistvu nekako hrpenela, ker v Ljubljani tega niso imela, ne, v taki meri, ne. Zato so tvoja jutra tako drugačna in lepa, ne? Ja, mogoče pa res, ja. Sta pa mlada starša, imata sina starega 2 leti Tako. in še enega dojenčka. Kakšne so noči? Ja, drug je 2 meseca. Ja, mesecem primerno, ne, tako da nekako je malo naporno, je zabavno, je lepo, vsega pomalo, ampak ja, tako kot vsak starš, se mi zdi, da gre čez neke te faze, tako gremo tudi mi. Ja. No, o starševstvu bova zagotovo čez podcast še kaj govorila, ampak prvenstveno si ti v našem studiu gost zato, ker si producent podcastov in to kar nekaj prepoznavnih podcastov v Sloveniji. Nisi začel s podcasti, bil si gostinec, ne? Oziroma najprej si bil študent, zašel v gostinstvo in potem te je pot pripeljala v podcaste. Kako to? Ja, res je, izhajam praktično večino delovnega življenja, ki sem ga imel, a ne, sem delal v gostinstvu, a ne, in ko je prišla korona in lockdown, so se stvari kar zelo zakomplicirale, vse se je zaprlo, tudi sam sem eno tako zelo močno življenjsko preizkušnjo, a ne. Končno sem se v bistvu takrat ustavil, oziroma prisiljen sem se bil ustaviti in se vprašati, kdo sem jaz, kaj počnem na tem svetu in kaj sploh želim, a ne, dati temu svetu, ne. Tako da se je takrat konkretno začela neka transformacija pri meni. Sem začel razmišljati, kaj bi lahko delal. Že takrat sem že kar veliko podcastov poslušal, predvsem tujih, ki so bile ful uporabne vsebine, ful zanimive tematike, ki so mene v bistvu gnale naprej. En tak osebni razvoj se je, a ne, začel bliskovito odvijati, a ne. In ja, sem začel razmišljati, okej, če so v tujini, v tujem jeziku neke take vsebine,
zakaj ne bi bilo še v slovenščini. Takrat so že Klemen Selakovič je snemal podcaste, mi je bil že en tak v bistvu mentor, sem se že malo zgledoval po njemu, pa Nina Gaspari, pa tako, to so bili vsi taki začetniki podcastanja pri nas. In sem rekel, smo pa toliko je enih vsebin, toliko je enih stvari, ki je nujno treba govoriti o tem. Zanimivih, ki jih je potrebno javnosti povedati. Tako. In pa sem imel pač idejo, da bi ta prvi sam svoj podcast imel in sem ga tudi imel in sem ga cirka eno leto sem ga pelil. Kakšne si imel pa teme? Tabu teme. V bistvu, veš kaj, zelo sem se dotikal odnosov moški in ženska. Veliko sem se v bistvu spraševal o sami moškosti. To je bilo tisto obdobje, ko sem se tudi sam začel o tej svoji lastni integriteti spraševati. Anže, kaj je tebe pravzaprav spremenilo v Anžeta, kakršen si danes? V bistvu se spreminjam skozi. To pomeni vsak dan imam neke učne ure. Ja, ampak je bila neka prelomnica, ne? Ja, mislim, prelomnica je definitivno bila ta, da sva v času te korone se čas toliko ustavil, da sem bil prisiljen se spraševati vprašanja o sebi, ki so zelo težka. Naprimer? Recimo, kakšen odnos imam z ženskami? Kje non-stop failam v odnosih? Pa so te kdaj privlačili moški, naprimer? Ne. Seksualno? Ne, to ne. Zakaj me to sprašuješ? Ne vem, sprašujem, zakaj si se preizpraševal, kakšen imaš odnos do ženske, morda si iskal sebe, ne vem. Mladi se pogostokrat znajdejo morda na nekem razpotju. Ne, bolj je v tem kontekstu, veš, vedno sem imel odnose in veliko odnosov sem imel, veliko zvez, ki so razpadle. In stvar je bilo v tem, da sem se skozi spraševal, pa zakaj se mi to non-stop dogaja? Zakaj je eno ni isto, skozi ista drama, isti faili? Kaj sem ugotovil v bistvu sam pri sebi je to, da nisem živel dovolj v neki svoji integriteti, da sem v bistvu na nezavedni ravni skozi zavajal v odnosu, pa ne da bi lagal ali pa karkoli, ampak nisem bil stabilen. Nisem bil... Iskreno vse zadnje sam do sebe, verjetno, ne? Ja, tako. In ženske to čutijo, In potem, ko ženska čuti to, hitro pride to v nek konflikt in jaz v neko obrambno držo, žrtev in tako naprej, In to non-stop me je teplo. In si potem dejansko spremenil svoj odnos do žensk in našel svojo partnerico. Partnerico sem že prej našel, s to, kar sem sedaj, se pravi z Romano, ampak je bilo ful dragoceno, pa to, kar so se midva spoznala, recimo 10 let, 11 let nazaj z mojo, sva danes čist druga, oba. Zato, ker so se v vseh teh letih učila, kdo sva midva. In kaj pri nama v odnosih je tisto, kar moram v bistvu midva predelati, da bo zrasla osebnostno. In da bo odnos, ki ga imava boljši. In je res ful pomembno, da izstopaš iz te vloge žrtve, iz tega občutka, da se tebi neka krivica godi, da si priznaš, da tudi ti fejlaš. Predvsem pa to, da si lahko, da si upaš biti ranljiv. Anže, pa so te, oziroma so vaju na to pot nekakšnega razodetja ali pa učenja vodili tudi podcasti, vsebine, sogovorniki? Ja, definitivno. To je en del mojega učenja bilo, se pravi podcasti, psihoterapije, moške skupine, pogovori z drugimi moškimi. Prav zanimivo, kako mi je pogovor z drugimi moškimi dal neko nov pogled v življenje. S tem sem si res zgradil neko bolj močno integriteto sam pri sebi. Ampak, a ni res, da je
bistveno lažje življenje, če so odnosi iskreni. Definitivno, to podpišem. Tako da ful ne verjamem v neke slogane, sploh kakšne te ameriške fake it till you make it, pa te scene, to meni ne, sploh ne. So podcasti prav zato tako privlačni, imajo ta svoj čar, ker se mi zdi, da so sogovorniki in tudi ustvarjalci precej bolj iskreni, odprti, želijo nekaj povedati. Ja, definitivno je tukaj neka ta tendenca, da so ustvarjalci teh vsebin. Ne vsi, ampak velikih je, zelo veliko, ki stremijo k neki avtentičnosti, iskrenosti, odprtosti za komunikacijo v različnih tematikah. In to so te stvari, ki podcast v bistvu postavi na neko mesto v tem medijskem prostoru. In ljudje hrpenijo po tem. Podcastov je vse več, podcasterjev tudi. Kdo pa so tisti, s katerimi sodeluje tvoja ekipa? Ti si pravzaprav začel sam, danes imaš okoli sebe, tako rečeno, postal si podjetnik, imaš svojo ekipo, v njej mlado energijo. Kdo so ti tvoji sodelavci na drugi strani, torej pred mikrofonom? Kdo so ustvarjalci podcastov, kjer si ti producent? Ja, jaz tako pravim, v bistvu, da mogoče za kontekst, sam povem, ko sem jaz začel ustvarjati svoj podcast, sem se začel spraševati, če jaz ustvarjam neke take dobre vsebine, sem jaz samo en izmed mnogih in moj reach je majhen. In sem začel spraševati, kako bi pa v tem studiu privabil več teh podcasterjev, več ustvarjalcev vsebin, ki bi bil potem zaradi tega impact ful večji lahko. In definitivno je bil to en tak, ko bi rekel, moment, zaradi katerega sem lahko privabil podcasterje, kot je Jure Laharnar, Urša Koser, David Zupančič, Rok Slama, Sara in Lucija iz podcasta lahko stane to med nama. Skratka, veliko enih takih znanih imen, ki so verjetno videli v tem neko priložnost, kako v bistvu svojo vsebino lahko na boljši način predstavijo. So to danes izjemno gledani podcasti v Sloveniji? Imajo neke svoje občinstvo? Ja, to so podcasti, ki dosegajo tudi milijonski ugled. Lahko neka epizoda doseže, ne vem, 250-300 tisoč ugledov, pa če da še neke klipe na socials, so pa ti klipi lahko res pride tam do 1 milijona lahko celo. To so številke, ki so zelo velike. Če to mi primerjamo s televizijo, ima lahko neka televizijska oddaja precej manjšo gledanost. Tako da je to en sektor, podcasti so ena panoga, ki so zelo podcenjena na nek način. Kam pa sodi naš podcast, Dolenjski list? To je pa en hibrid, bi jaz temu rekel. Glede na to, da prihajate iz medijske hiše, sledite pač nekim kodeksom, novinarskim kodeksom, tle pa v bistvu probate z vašo tematiko, ki so neke osebne zgodbe lokalne skupnosti, privabiti gledalce na ta način, da so zgodbe, ki so same po sebi v osnovi iskrene, avtentične in tako naprej. In to je način, kako pridobiti v bistvu neke dodatne gledalce, definitivno. Klej bi v bistvu vas tak hibrid v mestu. Z nami si od začetka. Ja. Veš, kako se razvijajo naši podcasti, veš, kdo so naši gostje. Je to zanimivo za širši prostor ali je to zgolj umeščeno v nekakšno lokalno okolje? Marsikakšna epizoda je zanimiva za širši prostor, definitivno.
Ampak, kakor jaz razumem, format tega je v bistvu, da predstavimo bolj lokalni skupnosti te osebne zgodbe. In je to čisto ok. Ne rabiš imeti rič na celo Slovenijo, ni potrebno. In je to čisto dovolj. Anže, kaj pa sicer, katere so tiste teme, ki gledalce vlečejo, da kliknejo na podcast in si ga ogledajo? Verjetno je kar precej marginaliziranih vsebin. Kaj? Ja, veš, kako je. Ne? Jaz ko pravim, da najbolj klikabilne vsebine so tiste, ki so aktualne, kjer nastopajo neke znane osebnosti, kjer je vsebina običajno bolj lahka, se pravi mogoče celo zabavna. Na ta način, recimo damo čist primer, ko smo imeli pred kratkim, vaša gosta je bila Ema Dragišič, epizoda v bistvu na vašem kanalu ful dobro performala, ampak zaradi konteksta, ki ga algoritem ustvarja na YouTubu, je pač to zelo klikabilno. In potem, če se govori o nekih situacijah, ki so se dogajale na kmetiji, ne vem, seksala sem v kurniku, je to najbolj gledana stvar. Če pa dam primer, ne vem, mogoče neke drug format, ne vem, ima nek psihoterapevt, je na nekem podcastu in razlaga, kako on v bistvu pomaga svojim klientom, tako naprej, pa to vsebina, ki mogoče ni najbolj gledana ali pa malo manj klikabilna. Pa škoda, ne? Ker je mogoče v tem pogovoru kar precej zadev, ki se tičejo vseh nas. Ne? Ja, res je. Sam je to, a veš, pravijo, vse je v algoritmu. Ja, res je. Algoritem poriva pač tako vsebino, ki jo pač ljudje gledajo. In algoritem smo ljudje, v resnici. In algoritmi delajo podcasterje. Tako, ja. Zanimivo je tudi to, pravzaprav, odvisno je verjetno precej tudi od samega vodenja. Običajno je v ospredju gost. Mora voditelj ta svoj ego spraviti nazaj, skrit ga nekam, ne sme biti v ospredju. Kako je s tem? Znamo upoštevati voditelji to načelo? Dal en ful lep primer, Jure Laharner, Underdog podcast. On je začel ravno tako, da v bistvu kot moderator bil zelo glasen, je velike govoril, in je pač ta njegov ego se izražal, zelo močno. Kar je ful dragoceno pri njemu to, je to, da je uspel spoznati, da na ta način ne bo ustvarjal zelo kvalitetne vsebine. Kar se pomeni, da se je začel spraševati, na kakšen način on sploh nastopa pred kamero, kako vodi pogovor, in se verjetno začel spraševati, kako bi on bolj podprl sogovornika, da bi od sogovornika dobil najboljšo vsebino, kar je možno. Njemu je to uspelo. In kaj je ugotovil, da s tišino lahko veliko več pove, kot pa da je glasen in da pove milijon nekih svojih idej in tako naprej. Tako da glede tega res smo svakemu častno, da je uspel to transformacijo narediti, ki je zelo očitna. Če greš njegove začetne epizode gledati, pa te danes je zelo drugačen v tem. In to v bistvu ta sposobnost neke samokritike, samorefleksije, pa hkrati integracije nekih novih spoznanj, lahko podcasterja ful gradi. Kakšna pa je razlika med klasičnim pogovorom, intervjujem, televizijskim, radijskim in pa podcastom? Mogoče boš ti boš odgovorila na to, glede na to, da izhajaš iz obeh. A veš, že včasih imam občutek, da ni nobene razlike. Ja.
pustiš sogovorniku, da pove svoje, ampak vseeno, jaz ne vem, če delam prav podcaste, ker nisem tista klasična podcasterka. Veš tudi, kakšen je moj odnos, da ne maram kamere, ne maram, rada imam neko intimo, ne? Ampak vseeno, strokovno me zanima, kako ti vidiš razliko med tema dvema medijema ali pa temi 3 mediji. Tako, jaz moram, za kontekst, nikoli nisem imel izkušnje z nekimi klasičnimi intervjuji, vodenjem nekih oddaj, radijskih, televizijskih, karkoli. Tako da težko komentiram to, lahko pa čisto z nekega vidika svojega lastnega opažanja vidim, kaj je razlika. Razliko vidim predvsem v tem, da podcasti omogočajo veliko širši spektar nekih možnosti. Veliko širši prostor je, veliko manj je lahko strukture, ali pa je ta struktura pa je v zelo drugačnih formatih, oblikah. In to je v bistvu čar te panoge, ker ti omogoča nek dodaten spektar neke kreative. Ker če pa rečemo nek klasičen televizijski intervju, je pa vprašanje, odgovor. In ni tišine vmes. Tako da, jaz mislim, da je klele ta bistvena razlika, da imate radijci in televizijci neko strukturo in da ste v tem zelo omejeni. Podcasterji pa živijo v bistvu lahko ful večjo kreativo in to je čarno vsega tega, se mi zdi. Pa kaj je boljše, da se na gosta pripraviš ali da navsezadnje tudi sebi dovoliš neko svobodo in ga zgolj poslušaš in vodiš po neki poti? Kaj je boljše za podcast vsebine? Ja, to je ful dobro vprašanje. Vedno, dostakrat me kdo vpraša, koliko se ti podcasterji, ki pripravljajo pa to. Pravim, eni se, drugi pa ne. In oboje je okej. Eni grejo pač s tem feelingom, da se pač ne pripravljam ne na gosta, ne na tematiko, grem z nekim flowom. Ok, v redu. Jaz osebno sem pa bolj zagovornik tega, da se na gosta kljub temu je fajn dobro pripraviti, pa na tematiko seveda tudi, se pravi, da narediš nek research, in da ti skreiraš v bistvu sam pri sebi neko smer, kaj želiš ti s to vsebino, s tem gostom, skupaj sporočiti svoji publiki. Kakšna so tista tvoja sporočila, ki imajo neko dodano vrednost. In težko vidim, da si uspešen v tem, če greš z nekim flowom. Ker če ni nekega dogovora, namen te epizode je tak in tak, cilji so taki in taki. A si za to, a malo konsens, da greva mi da skupaj v to smer, ker vem, da imaš ti kot moj gost, ful zapovedati o tem. In zdaj, če tako delujemo, lažje garantiram, da bo epizoda uspešna, kot pa, če greš samo, z občutkom, gremo s flowom, ker nikoli ne veš, kam bo ta flow šel. Je pa res pa umetnost pa to, da ne rabiš imeti, lahko imaš ti skriptirano epizodo, pa imaš vprašanja pripravljena. Ne rabiš se jih pa držati kot pijanc plota. Je umetnost to, kako noter umestiti vsaj tiste svoje priprave, raziskave, ki si jih imel v pogovor svojega sogovornika, kako ga podpreti s temi podvprašanji, da dobiš najboljšo možnost vsebino. Vidiš, pripravljeno, vse, a mi dva greva v drugo smer. No, vidiš, to je to. Ja. Povej mi, kakšne izkušnje si nabral na terenu s svojo ekipo? Pa naj bo to, kar se tiče snemanja, poslušanja, gledanja, različnosti podcasterjev. Kakšne izkušnje si v vseh teh letih izoblikoval? Zelo različne. Je pa res pa to, da ko sem jaz začenil ta projekt, sem si že dosti v štartu rekel, da bom jaz izbiral
moje stranke, moje poslovne partnerje, ne oni mene. Zakaj? Zaradi tega, ker si želim graditi neko skupnost, ki ima neke vrednote, ki so meni blizu. Tako da sem uspel reči tudi marsikakšni stranki pač ne moramo pač sodelovati. In v bistvu te izkušnje, ki sem jih gradil, ki jih gradim, svojo ekipo, mi v osnovi prinašajo neko nova spoznanja, neke vrednote, ki meni so toliko močne, da jih želim pač živeti. Tako da težko ti definiram, recimo, kakšne izkušnje. Vse živo je že bilo. Koliko sodelavcev imaš zdaj? V bistvu aktivno so jaz pa poslovni partner v podjetju, potem imam pa še freelancerje, ki mi pomagajo, vse skupaj nas je 5. Pa se tedensko srečujete, veste kako in kaj, ali ste bolj terenski? Ne, v bistvu imamo večinoma, tako bi rekel, 90% je kar sneman v studijih, 10% pa na terenu. Ampak smo prav ekipa, kjer imamo vsak teden svoje ponedeljke, svoje sestanke, kjer se dogovorimo vse, kdo in kaj bo ki je delal. Tako da je v bistvu že taka količina tega dela, da sam z nekimi sprotnimi dogovori, kdo bo kaj, ne gre, rabaš v bistvu planirati pa imeti neko strategijo. Koliko je povprečna starost v tvoji ekipi? Si kdaj razmišljal o tem, kako ta mladost vpliva na kreativnost posla? Ja, veš kaj, prvo te moram vprašati, katero starost misliš? To starost biološko ali biološko starost, ki čutiš v sebi? Pa dajva reči tisto, ki jo čutiš v sebi. Ja, jaz bi rekel tako, da je tam nekje 30-35. Dovolj zrelo za resno delo. Ja, v bistvu tako. Se mi zdi, da tudi jaz sam, recimo, sem tako malo bolj konkretno, bolj dozorel tam pri 35, da sem malo več odgovornosti začel prevzemati z življenje in tako. Prej sem bil dosti tak free spirit. Ja. Poglej, podcasti so v bistvu ratali nekakšen pred leti trend v Sloveniji. Tudi številna podjetja so se jih lotevali. Pa misliš, da je to prav, da so bili začetki moramo, ker je to in? Ali bi bilo pametneje razmišljati v smeri, to je pač del strategije podjetja, razvoja podjetja? Ja, definitivno. Jaz sem vedno za to, da se stvari probajo. Tudi če je pač trend, ker izkušnja je sama ti največ, da ti pokaže, kaj je res in kaj ni res. In ja, da imajo podjetja neko svojo vsebino, to je danes praktično v marketingu kar zelo nujno potrebno, da imaš. Je pa res pa tako, da ni pa vsaka vsebina na podcast. Ali si kdo pride do mene pa reče, jaz bi imel podcast, pa ker imamo skupaj sestanek, pa se pogovarjamo o namenih, o ciljih, vrednotah in tako naprej. Ugotovimo, da podcast ni tisti ta pravi format, ki je primeren za njihovo idejo, za njihov projekt. Tako da je zelo odvisno, kaj ti želiš. Tako da podjetja se kar konkretno lotevajo tega, je pa to malo drugačen, ko bi rekel, koncept. Drugačen koncept, ja. Vedno se je treba vprašati ti kot kreator vsebine, kakšno vsebino ti daješ ven, s kakšno dodano vrednostjo. In tukaj je v bistvu treba graditi ta marketinški del, ali pa branding del, da ti gradiš neko svojo javno podobo. In vedno rečem tudi tako, tudi to je zanimivo, ker marsikakšno podjetje pride z idejo, da bi oni v bistvu s podcastom si povečali prodajo. Rečem, ok, možno je, ampak ne direktno, ker podcast ni namenjen temu,
da ti prodajaš, podcast je namenjen temu, da ti uporabniku, gledalcu predstavljaš neko vsebino, ki ima za njega neko dodano vrednost. Lahko je posledica tega, kasneje tudi prodaja, definitivno. Ampak, če imaš pa samo to idejo, da boš prodajal, ti pa skoraj zagotovo garantiran, da ne boš uspešen. Žal ne gre tako. Pa bi lahko rekel, da so avtorji tvojih podcastov zaupanja vredni ljudje, da jim občinstvo zaupa, da zaupa njihovim gostom, ne? Ker se mi zdi, da podcasterji dejansko lahko nekako vplivajo na javno mnenje. Definitivno podcasterji imajo zelo velik impact. Zdaj, tako, ne? Jaz si upam reči, da tako, če pogledam malo horizont, rečem, ja, podcasterji imajo dobre namene. Definitivno. Obstajajo pa tudi nekateri kreatorji vsebin, ki pa nimajo dobrih namenov ali pa zavajajo, manipulirajo publiko. Dostikrat vidim to bolj v teh nekih političnih podcastih, ki znajo tudi koga diskreditirati zelo na grd način in zloraba podcasta za ta namen je zelo, zelo moralno sporna. Ne vidim, zakaj bi mogel nekoga na ta način diskreditirati, očrniti. Tako se mi zdi, da ni dobra popotnica. Misliš, da bi te vrste medij rabil neke nadzornike, cenzorje, nekoga, ki bi rekel, to pa ni za spustiti v javnost? Ali je ravno zato podcast zanimiv, ker ima svobodo? Ja, definitivno je to zanimiv, pa zaradi tega, ker ima večjo širino. Zdaj nadzornike, veš, tako se sliši to nadzornike ali pa nekdo, ki nadzira, pomeni, da te omejuje v tvoji kreativnosti. Več ni svobode govora. Tako, Jaz sem za to neko decentralizacijo medija, kot takega. Je pa izziv, kako pa kljub temu najdeti pa neke varovalke, da pa ne bi prihajali do zlorab. Vidim pa to v prihodnosti bolj v nekem kontekstu nekih standardov, nekega konsenza, ki bi mogli v bistvu podcast panoga se skupaj vzeti pa dogovoriti o teh nekih načinih komunikacije, kaj je ok, kaj ni ok. Tako mogoče kot nek podoben princip, kot imate novinarji, novinarski kodeks, na ta način. In to definitivno v prihodnosti mislim, da bo tenzija, da gremo tjano. Ker je treba narediti neke standarde, ker trenutno je v bistvu bi lahko rekel kaos, Precej razpuščeno. Ja. Kako pa ti gledaš na uporabo slovenskega jezika v podcastih? Nekateri uporabljajo tako imenovano pravo slovenščino, drugi pogovorno, tretji narečje, kar niti ni moteče. Ampak včasih je težko poslušati nepravilno vikanje, neuporaba dvojine. Kakšen je tvoj odnos do jezika? Jaz sem glede tega bolj sproščen. Nimam tega, ko bi rekel, novinarskega mindseta, da je treba pač pravilno slovensko in tako naprej. Ja, vsaj nek približek pravilne slovenščine, ja, definitivno. Se pa sprašujem bolj v tem kontekstu, pred 100 leti nismo govorili enako knjižno slovensko kot danes. Se spreminja, evolvira. Ja, jezik je živa stvar. Ja, in tudi to je pač del tega, tudi da uporabljamo anglizme in tako naprej v slovenščini, to je del tega. In ne vidim nič grozen narobe v tem, dokler je pač stvar v nekih komunikacijah, v nekih vrednotah, moralnih načelih in tako naprej.
No, nekaj slabosti podcastov si že omenil, ne? Nekaj motečih zadev. Okay. Kaj pa je tisto, kar te navduši? Veš, kaj me navduši? Da je nekdo sposoben na podcastu me pripeljati do wow momentov. To mi da v bistvu tisti dodaten power, da jaz delujem kot producent v tej panogi še naprej. To mi je tisto tako. Kaj pa solze? Ja, definitivno. Zakaj so solze tako popularne na obrazih ljudi, katerih predstave imamo povsem drugačne o osebnosti? A veš zakaj? Zaradi tega, ker imamo, ker naprej nosimo maske in te maske so težke. In ko nekdo sposoben to masko dol vršt, pokazati svojo ranljivost, iskrenost, nas to odpre. In smo končno imamo občutek sprejetosti, da je tudi to ok. Ker, maske je težko nositi. Jo nosiš? Vedno manj. Definitivno v preteklosti je bilo tega zelo veliko, ampak sem se odločil za to, da mečem maske dol. Seveda, je kakšna maska še vedno, ampak definitivno pa stremim k temu, da sem čim bolj avtentičen, čim bolj iskren in hkrati tudi ranljiv. Anže, začela sva pravzaprav na malce drugačen način. Tudi ta podcast ne bi želela, da je samo namenjen eni ozki publiki ustvarjalcev podcastov ali pa tistim začetnikom, ki morda se poigravajo z mislijo o tem, da bi postali nekoč podcasterji. Povej mi, starševstvo, to je zate izjemno pomembna vloga. Postavljaš jo zelo visoko. Kako se vidiš kot očka in kasneje kot odrasla oseba, ki ima vpliv na razvoj tega bitja, ki si ga ustvaril? Ja. V bistvu tako, spoznavam to svojo vlogo atija, sem ati, nas doma. In ja, kakorkoli sem se pripravljal na to vlogo, sem na koncu gotov, da nikoli ne moreš biti dovolj pripravljen na to. Nikoli. Ni gradiva, ne? Ne, ni. Lahko ti milijon ljudi govori, kako je, ko so oni doživljali, ampak dokler sam ne stopaš na to pot, ne veš, kako je. In jaz sem se v bistvu zavestno odločil za to, da bom oče. To se mi zdi ful pomemben moment v mojem življenju, da izstopam iz te neke vloge žrtve ali pa samo neke vloge opazovalca ali pa samo, da sem tam neko bitje, da samo sem tam. In ko sem vstopil v to vlogo očeta, atija, sem dobil s tem v bistvu neko moč, kjer lahko v bistvu odkrivam neke svojo življenjsko pot. In družina mi v bistvu veliko mi trigira, veliko enih zadev. Veliko prihaja nekih vzorcev, travm ven. Hvala Bogu, znam te stvari tudi dovolj dobro integrirati skupaj z mojo partnerko, da s tem v bistvu rastem. Je pa zelo težko, ker si temu soočen praktično vsak dan. Povej mi, kakšno otroštvo si imel, kako se ga spominjaš po lepem in kako po tistih zgodbah, ki so ti dale drugačno razmišljanje, da ne želiš, da tvoj otrok odrašča v takih občutkih? Ja, a veš, ko v bistvu ta moj notranji otrok še vedno malo vita, da je v otroštvu kar dosti trpel. Ampak tako... Si otrok ločenih staršev? Ja, tako je, ja. Pa imeli smo kar zelo disfunkcionalen odnos, neprisotnost
očeta, tudi mame. In tle me je v bistvu to tako močno zaznamovalo, da sem se potem kasneje v življenju seveda začel spraševati, zakaj se meni dogaja vse v odnosih z mojimi partnerkami, točno to, kar se je v bistvu dogaja. Ker si nosil s seboj, ne? Ja, tako, In me je to v bistvu zgradilo v boljšo osebo, definitivno. Tako da danes nisem v smislu, lejte, kakšna krivica se mi je zgodila, ampak hvaležen sem za izkušnje, so bile naporne, težke, ampak so bile in sem uspel odrast. Se pravi, moj notranji otrok je odrastel. In je v bistvu, kaj mi je to dalo? To mi je dalo ravno ta element, da sem se začel spraševati v tej svoji vlogi, starševski vlogi, kaj pa jaz lahko svojim otrokom dam. Torej, nikakor nisi želel, da ta tvoja čustva, ki so te očitno bolela, podoživlja tvoj otrok. Ne bi rekel, da nikakor nisem hotel, zaradi tega, ker če bi moji starši za mene rekli, nikakor ne želimo za tega Anžeka, malega, dati to, kar smo mi doživljali, potem ne bi imel te izkušnje, ki jih imam. In ne bi dozorel v bistvu, lahko bi rekel, dobro osebo. Kaj vama z vajnim starejšim sinom pomeni vajin čas? Kaj počnete? Brcava žogo, se loviva, jahava konja, voza avto, plezava. Skratka, to so ene take take otroška igra, ki meni v bistvu ful me vrne v to moje obdobje in mi hkrati zelo jasno kaže neko ogledalo, ko sem bil jaz kot otrok zatiran na nek način, to se nasme, lepo je, lepo se obnaši, to, se pravi, sem skozi bil, malo potuckan, In vidim, kako v bistvu, ko moj ta-mao je razigran, pa dela neumnosti, kako jaz padam na te fore, kako jaz ga probam omejiti, to se ne dela, pazi, kje hodiš, pazi, kako ješ in tako naprej. In padam na te fore, definitivno. Ampak se zavem, in res se trudim, da mu pustim dovolj svobode, da se izraža, da raziskuje. Ker v resnici pri 2 letih otrok ni dovolj zrel, da bi razumel, zakaj nekaj ne. On ne more razumeti, zakaj tega mikrofona ne smem z vodo politi. On bi, ker njemu to zabavno. Mi podrasli vemo, da mi s tem, ko bomo polili, bomo pokvarili napravo. Ampak pri 2 letih otrok tega ne more razumeti. Pika. In to je tisto zavedanje, ki ga imam, da mu dovolim, ne da zdaj poliva, ampak da nekako preusmerim pozornost, da tega ne naredi. Ne da ga krivim, ne smeš, pa ga kolupam. Ne prepovedi, pač pa pogovor, skozi pogovor, zakaj to ni dobro. Anže, preposlušal si se verjetno mnogih podcastov v Sloveniji in tudi v tujini, ampak kdaj jih poslušaš? Kaj je ta tvoja profesionalnost? Kaj ti da pravzaprav? Kdaj si vzameš čas za to, da poslušaš? Ja, v bistvu moj edini čas, kjer res poslušam podcaste, se pravi aktivno poslušanje, je čas v avtu. 1 uro do Ljubljane, pa 1 uro nazaj. V Stražo je to moj edini čas, kjer lahko uživam v tem, se učim, spoznavam stvari. Včasih je bilo drugače, ko sem bil še one man band, sem v bistvu sam snemal, editiral, se pravi montaže imel, produkcijo in tako naprej. In bilo tega veliko več. Zdaj pa več delam v bistvu na poslu, več drugih obveznosti imam kot te tehnične,
Tako da je to praktično res edini moj čas v avtu, cca 2 uri na dan. To je to. Kakšni poslušalci pa smo Slovenci? Dobro vprašanje. Zelo različen tip smo, no? Oziroma opažam različne tipe. Ne? Eni pravijo, samo 2 uri podcasta. To je meni premalo. Jaz, ko grem na vrt, jaz rabam tam vrtičkam in jaz poslušam podcast, meni je top, če je to vsaj 3 ure. Drugi pravijo, pol ure imam polno kapo in je to, ne? Grem naprej v live. Ne? Skratka, zelo različno. In a se pa sprašujem, tisto, ko posluša intenzivno 3 ure nek podcast, pomeni, da je zelo močno engagean noter v vsebino, pomeni, da lahko tak človek veliko več dobi nekaj za sebe. Ne? Nekdo pa, ki pač posluša podcast, mogoče sem tudi sam med njimi, 1 uro, pa je to dostakrat lahko čist, po šihtu, po službi, ko se vračam domov, sem že utrujen, imam že dovolj, mi mogoče čez 1:06 gre čez drug ven vsebina in se tudi to zgodi. Pa si kakšen podcast 2-krat poslušal, tako kot si gledal kakšen film 2-krat? Ja, sem, več njih, Sploh tisto, ko sem doživljal noter neke wow momente, pa je zanimivo to, da vsakič nekaj novega ugotoviš, ali spoznaš, zveš. To ti sam pove, da je težko imeti 3 ure v enem fokus, nek konstanten fokus. Tako da, kakšno vsebino je pa fajn večkrat preposlušati, zato ker vsakič nekaj novega zveš. Kakšne vsebine te pa zanimajo? Mene zelo zanimajo v bistvu vsebine osebne rasti, terapevtske, ezoterične, se pravi, take stvari, ki mene polnajo, me delajo boljšega človeka. Si kdaj vzameš čas za samorefleksijo, za jogo? V avtu je moja samorefleksija. Žal trenutno ni možno, ker družina, otroci, logistika je moj velik handicap ta moment. Tako da, Kje pa je tukaj žena, tvoja partnerica? Tako v bistvu, če sem čisto iskren, je ta moment nimava najboljšega odnosa. Zato, ker življenje toliko leti skozi čas, skozi dneve, da si zelo malokrat vzameva ta čas, da se pogovorijo, tako kot so se včasih. Tako da, ampak se tolažim s tem, da probam vzeti to, kar imam, kar lahko dobim. Ona sem zagotovo, da isto razmišlja, probava dobiti, kar lahko. Kolikor časa je to minuta, 2, da par besed rečeva. Včasih nama pa uspe pač tudi več, pol ure, 1 uro na dan, ampak to je bolj redko ta moment. Anže, se ti ne zdi, da je včasih bolje, da otroke prepustimo kakšni varuški, ki ji zaupamo? Pa najdemo čas samo za 2? Se trudva v tej smeri definitivno. Je pa tista, veš, po eni strani težko otroka dati stran od sebe, po drugi strani ti ni čisto vsaka oseba fajn, za tvojega otroka. Mi dva imamo pa to malo nesrečo, da imamo v bistvu vse babice ali pa bližne malo zelo delati stran. Ljubljani, Savinjska in je to pač dosti teže. Moja mama večkrat pride, sicer na vsake toliko, ampak za kar sem je ful hvaležen in to so pa te momenti, ki pa lahko, z mojo, ki več rečeva, se poglobiva v najin odnos. Ampak Izgovori nič dobrega ne prinesejo. Ne, jaz mislim, da je ful pomembno to zavedanje, da je to samo obdobje, da to ne bo večno tako. Ampak to ne pomeni, da vsem pustiš stvari, da kar so, ampak da se še vedno trudiš.
Tako da, če imaš ta dva elementa, verjamem, da v bistvu pele v neko dobro smer. Tako, bolj zdravo smer odnosa. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Kje se vidiš čez 10-20 let, Anže? To je kar dolgo obdobje, ne? Ampak hitro mine. Ja, to bo zelo hitro minilo. Eno so, veš, to neke želje, ne? Ena moja želja je, da sem pač aktiven oče, ati, svojim 2 sinovama, ne? Da skupaj počnemo stvari, da skupaj uživamo življenje. Ne? Druga je pa stvar pa v tem, kar pa probam vedno bolj usvajati, da si ne delam nekih takih dolgoročnih ciljev, ampak da mi je cilj v bistvu proces, ki ga doživljam tekom življenja. Ampak podprt z vrednotami, ki jih imam. Se pravi, če sem jaz v svoji integriteti, da jaz vem, kdo sem in kaj počnem ta moment, je to največ, kar lahko dam v bistvu sebi, svoji družini, svetu. In mi je to cilj. Nimam ciljev v smislu, ne vem, hiša, avto, velika družina. Ne rabim tega, na ta način. Rabim imeti pa dobre odnose. To mi pa največ šteje. Kaj ti pa pomeni uspeh? Ne vem. Zato, ker uspeh je del življenja. In je bilo identično rekel, kaj mi pomeni neuspeh. Oboje mi je okej. Če se z tega kaj naučim, vrhunsko. Sem na svoji poti. Tako da, življenje je bolj iskati nek balans med temi nihanji. Uspehom, neuspehom, oboje pride. In oboje gre. Kaj pa zadovoljstvo? Kakšen je zadovoljen, Anže? Kdaj si najbolj srečen? Kaj te nasmeje? Kaj ti daje novo energijo? Veš, kva me nasmeje? Ker ta malega pogledam, da je 2-mesečnega sina in se mi nasmeje nazaj. To me je najbolj, ne vem, to je en tak feeling. Osvajata samoglasnike? Ja, zdaj delava te zadeve, tako da ful komuniciranje, res tak simpatičen pop. To mi je recimo en tak moment, ki me spravi v res dobro voljo. Kaj pa meniš, podcasti bojo rasli, jih bo vse manj, bo ta trend upadel, bo balonček počil? Kakšna misliš, da bo čez čas ponudba na slovenski podcasterski sceni? Definitivno se bo zgodila neka evalvacija, te panoge. Ampak ta moment skoraj zagotovo rečem, da smo šele zelo na začetni stopnički. To, kar v bistvu vsak let rečejo v smislu, pa toliko je že teh podcasterjev. Jaz pravim, pa še več jih bo. Nekateri bo odpadali, pa nekateri ne bojo nadaljevali, pa bojo spet novi prišli. In mi je to čisto okej. Top. To pomeni samo, da so ljudje pripravljeni investirati nekaj časa v raziskovanje nekih novih stvari. In s tem v bistvu lahko pridobivamo za celotno družbo nek dodaten kontekst, neke dobre smernice, pa tudi slabe. Tako da mislim, da je to stvar evalvacije, da se bo trg enkrat malo bolj zbalansiral. Se bo. Enkrat se bo. Ob petkih snemava, torej jutri je vikend. Kaj boš počel za vikend? Pospravljal stanovanje. Trenutno iščem varuško, da imam čas pospraviti. Tudi to je dobra zgodba, ne? Ja. Ampak poišči varuško za vajen čas. Ja. Sicer pa lepo je delati s tvojo ekipo, ne? Lušni ste, simpatični, mladi, zabavni, kreativni. Si ponosen na to svojo posadko? Ja, ful, ja, res.
To je ena stvar, ki mogoče čisto iskreno povedano, premalkrat dam poudarek, da ta projekt nisem jaz, ampak to je moja ekipa, z mano vred. In brez njih pač tega ne bi bilo, definitivno. In delamo tudi napake, tudi failamo, ampak mi je všeč ta proces, ki uživamo v bistvu vsi v tem, pa se tudi skregamo, pa tudi pozdignemo glas, ampak gremo naprej. Mi to všeč, da v bistvu iščemo boljše načine, boljše pristope, kako v bistvu tudi naša evalvacija raste. Tako da mi je to fajn in sem ful hvaležen za svojo ekipo, res. Lahko jih naštejem, Miha, Jakob, trenutno, ki so prisotni, Sergej, Ažbe, Anita, Jernej, 6. A sem koga še spustil? Ja. Še sebe pa kolega. Ja, še mene, ja. Tako da ja. Anže, najti ta svet predstavlja številne izzive, tisti svet doma pa veliko ljubezni in sreče, nasmehov, zabave, uživaj. Hvala tebi, Renata. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, za vašo družbo in za gledanje, za spremljanje podcasta Dolenjski list, pa vabljeni v družbo prihodnji priložnosti. Srečno!